Ker je december, bomo motoristični. Zato, ker sta jesen in zima čas, ko se na polju motociklizma predstavijo novosti za prihodnje leto. In ko govoriš o novostih, verjetno misliš na novembrski motoristični salon v Milanu. Milano tudi za Slovence ni predaleč, zato je kar nekaj obiskovalcev tudi iz naše domovine. No, tokrat je EICMA praznoval 110 let s 770 razstavljavci iz 45 držav. In v Milanu so našteli kar 2160 različnih znamk, kar je precej več kot prejšnja leta. In ne boste verjeli, rast predstavljenih modelov in znamk gre pripisati kitajskim proizvajalcem. No, tako kitajski kot evropski proizvajalci pa na vsak način poizkušajo najti tudi električne rešitve, podobno kot v avtomobilskem svetu, ampak evropski motorist v to vabo še ni ugriznil. Salon motociklov v Milanu ni zanimiv samo zato, ker ima res bogato tradicijo, ampak je tudi eden najpomembnejših motorističnih salonov v svetovnem merilu in zato, ker se na njem praviloma predstavi veliko tehnoloških in drugih novosti, ki bodo spomladi motoristom burile domišljijo. Čez zimo pa bodo o nakupu motorja razmišljali. Razmišljanje samo po sebi seveda je prvi korak, ta tudi ni tvegan ne finančno, nekako drugače. Ko pa pride do nakupne odločitve, pa to že pomeni naslednji korak. Ja, in če smo kaj motoristi izvedeli v Milanu, je to, da je paleta motorjev oziroma izbira je res velika. Kako pa se kupci, motoristi, odločamo za to, kaj bomo kupili in kako včasih predimenzioniramo svoje želje? Activate. Kot prvo prodajalec mora biti kompetenten, torej mora poznati produkt, mora poznati trende in pa seveda mora si vzeti čas, da prepozna potrebe in ne zgolj želje osebe, ki kupuje motorno kolo. To pa zato, da ji pravilno svetuje. Pri motorjih recimo na splošno govorimo o paradoksu FOMO, fear of missing something, torej strah pred tem, da bi nekaj zamudili. Mi motor moramo imeti, tudi če ga imamo doma, pa če ga samo gledamo. Ampak mi v nobenem trenutku, če ga imamo, ne bomo zamudili tega občutka, da se bomo usedali na, da se bomo vozili, da bomo spet svobodni, drzni, da bomo si vzeli prosti čas zase. Motoristi vedno spremljajo statistiko, vsi spremljamo statistike, zato ker smo obdajani z njimi in seveda nas zanimajo. Če pa govorimo o statistiki, kjer vidimo nažalost črne številke, se pa velikokrat zgodi, da v katerem koli primeru, pa to, kaj ne govorim samo o motoristih, na splošno življenju, smo mi prepričani, da nismo in ne bomo nikoli del tega. Da so nesreče stvar drugih. Statistika nas očitno vse zelo zanima, ampak tako bolj nadaleč. Nihče pa ne misli, da bo del statističnih podatkov, še posebej ne tistih povezanih z škodnimi primeri. Ampak vprašanje pred nami pa je, ali nam lahko zbrani podatki o naši vožnji povedo, kakšni vozniki smo. No, nekdo definitivno bdi nad nami. Misliš Google? Ali pa Božiček v tem letnem času. No, dejansko pa prek preventivnih akcij, prek aplikacije, ki spremlja motoristovo vožnjo in pa seveda, tako kot si omenil, nažalost tudi prek škodnih primerov, zavarovalnica dobi relativno dobre informacije, ki nam lahko povedo, ali je nek motorist izbral prevelik motor zase. Osnova za izračun oziroma, da lahko zavarovalnica, tako kot vse, ponudi primerno premijo za vse, so podatki. In v prvi vrsti se tukaj naslanjamo na podatke o škodni pogostosti. V našem primeru zavarovalnici Triglav pa uporabljamo tudi podatke, ki jih zbiramo za telematično aplikacijo Drive, ki jo sedaj uporablja že več kot 2500 motoristov, ki so skupaj prevozili več kot 4 milijone varnih kilometrov. Podatki, ki jih z njo zbiramo, so tudi en parameter, ki ga upoštevamo pri nudenju pravičnejše premije za zavarovance. Konkretno v primeru aplikacije Drive se aplikacija Drive uporablja senzore, ki so v mobilnih napravah in na podlagi tega merimo hitrost vožnje in ker tudi vemo, kolikšna je omejitev na posameznih odsekih, lahko izračunamo, če je bila hitrost prekoračena ali ne. Hkrati pa tudi merimo sile zaznane med vožnjo in tako zabeležimo oziroma izračunamo, če je morda kakšna vožnja presunkovita oziroma preostrejša v ovinkih. In skupek vseh teh parametrov nam da neko
povprečna ocena vožnje in v primeru, da je ta na 90, v našem primeru se ta vožnja smatra kot varna. Te podatke pa obogatimo tudi na podlagi podatkov oziroma rezultatov, ki jih dobimo z izvajanjem vsakoletnih delavnic varne vožnje. Tudi recimo zanimiv podatek vezan na starost motorja, kjer smo opazili, da imajo novejši motorji nekoliko višjo škodno pogostost in ta škodna pogostost pa tudi narašča z samim tipom motorja oziroma močjo motorja. Motoristi smo torej pred nakupom pred dvema pomembnima mejnikoma. Prvi je verjetno težji in to je, da lastne sposobnosti, želje, potrebe realno ocenimo. Drugo pa je, da v široki ponudbi motorjev izberemo pravega. Ja, in paleta je res velika, tako da lahko vsak tako za svoje fizične lastnosti kot vozniške sposobnosti izbere pravi motor. Če začnemo pri potovalnih enduro motorjih, ki ponujajo daljšo vzmetenje in višje sedenje, kar morda nižje raslim predstavlja kakšno težavo, ampak glede na to, kako so moderni oziroma popularni, so različni proizvajalci našli kar učinkovite rešitve nižanja sedežev. So načeloma težji, kar je pri daljših potovanjih bonus, pri manevriranju skozi mesta pa relativno. Športno-potovalni motocikli. Gre za pravzaprav cestni derivat prejšnjih. Sedenje ostaja relativno višje, tudi položaj sedenja je zelo udoben, saj so to motorji namenjeni za dolga, udobna potovanja, tudi v dvoje. Kljub temu je telo nagnjeno malenkost bolj naprej kot v prejšnjem primeru, zato je, ampak malenkost, večja tudi obremenitev zapestja. Ampak vse skupaj je naravnano na udobje, taka je tudi praviloma vetrna zaščita, ki je praviloma zelo dobro speljana, vetrni tok čez čelado voznika in sovoznika, hkrati pa je tudi kot in postavitev nog taka, da udobje zagotovljeno tudi na daljših poteh. Predvsem pa so to motorji, ki se odlično znajdejo tudi v ovinkih. Zelo popularni so tudi naked motorji oziroma motorji brez aerodinamičnega oklepa. Relativno nizek sedež, pokončna drža pri sedenju, so na nek način derivati športnega motorja, ampak ne s tako visokimi končnimi hitrosti in tudi prestavna razmerja so daljša. Zaradi aerodinamike oziroma pomankanja le-te je vožnja udobna tam nekje do 100 km/h. Udobni, poskočni in zabavni za manevriranje. Športni motocikli. Včasih so bili prva ali pa vsaj najbolj zaželjena izbira motoristov. Ampak ti časi, kot smo danes slišali, so odšli skupaj s Top Gunom, tistim prvim Top Gunom, ampak saj tudi Tom jih šteje že 62. To so motorji za izkušene motoriste, ampak kot smo v avtomobilnosti že večkrat, ko smo govorili o motorjih, povemo tudi, da vselej tudi za motoriste z zelo trezno glavo, hladno krvjo. S takim motorjem se vozniku ob majhni nepozornosti hitro zgodi, da se znajde v prometnem prekršku. Vsaj v hitrostnem. Govorim kar iz lastnih izkušenj. V prvi predstavi lahko doseže 160 km/h, pa mu jih ostane še 5. Z lahkoto gremo tudi do 300. O varni vožnji prek 300 smo govorili pri avtomobilih, pri motorjih ne bomo tako iracionalni, da bi to počeli. To niso posebej udobni motocikli, niti niso namenjeni potovanjem, kaj šele v dvoje, čeprav se kakšni motoristi podajo tudi na take. Drža telesa zahteva tudi nekaj telesne pripravljenosti. Telo je nagnjeno močno naprej, roke so obremenjene s težo, noge močno pokrčene. Vse, motorist in motor, se zlijeta v eno najbolj aerodinamično obliko in hkrati v pozo, v kateri lahko motorist najbolje izkoristi potencial geometrije, geometrijske zasnove motocikla in svoje lastne mase, še posebej pri visokih hitrostih in pri vožnji skozi ovinke. In smo pripeljali do čoparjev. Nizko sedišče,
nizko težišče, noge so lahko celo takole naprej, na pol iztegnjene in pa seveda udobna vožnja. Tudi ne tako hitra. No, ker so težki, niso priporočljiva izbira za začetnike ali tiste, ki se v motosvet vračajo po daljšem premoru. Priporočljiva je dobra uporaba ali pravilna uporaba zadnje zavore, kar je v teh motorjih še posebej zanimivo, ker so počasnejši, ampak si prav zadnjo zavoro lahko izdatno pomagamo pri vožnji skozi ovinke ali recimo pri počasnem manevriranju. Veliko specifik torej. No, in upam, da boste na podlagi teh informacij našli pravi motor zase, da bo vožnja varna, udobna, polna užitkov.